Drage dijakinje in dijaki, on je tako kot ročna obleka, lep je, uporabno pa ne najbolj. Tako, jaz vas na tem mestu prav lepo pozdravljam na začetku današnjega šolskega dneva, ki smo ga organizirali nekoliko drugače, s pomočjo Slovenske matice, te eminentne kulturne ustanove slovenskega naroda, smo v goste povabili doktorja Matjaža Cvikra, več o njem, ko je imenitno povedal gospod ravnatelj. Jaz pa naj ob začetku rečem le to. Ključna beseda današnjega prvega dela šolskega dne je in naj bo življenje. In Mihael Brock je o življenju zapisal naslednje. Nisem radoveden glede konca, ne mojega, ne konca sveta. Vse svoje moči posvečujem življenju, vsakemu novemu dnevu, vsem trenutkom dneva, v katerih delam in počivam, sproščeno diham in pojem. Življenju ponujam roko, čim bolje morem in znam. Ponujati življenju roko, to je tisto, kar je naloga mladih in starih, velikih in majhnih. In je naloga tudi vsakega od nas. V tem duhu naj mine današnje predavanje in današnji pogovor in seveda ponuditi roko življenju lahko v neki obliki pomeni, da se tudi kulturno vedemo. Ampak jaz tega gimnazicem, tako eminentne gimnazije, kot je naša, sploh ne rado omenjati. Zdaj pa besedo prepuščam gospodu ravnatelju, da nam predstavi goste, spoštovanega gosta in soorganizatorje tega lepega dogodka. Spoštovani Klemen, najlepša hvala. Goste bom predstavil na kratko, ne na dolgo, kot sem morda navajeni na kakšen govor. Zaradi tega, ker je bolj pomembno, da ima predamo njim besedo, pa danes spregovorijo. Najprej bi pozdravil damo, to je gospa Ignacija Fridl-Jarc, ki je tajnica Slovenske matice, oziroma po vlogi je pa nekaj tako, če bi bil predsednik, tisti, ki vodi to stvar. Vesel sem, dobrodošla med nami. Njeno poklicno področje je zelo raznoliko, zato ker je bila aktivna že od profesorica v šoli, potem je bila aktivna tudi na različnih ministrstvih. Tisto, kar pa je najpomembnejše, pa je oseba, ki z vso dušo in z vso zagnanostjo tudi skrbi za delo in razvoj Slovenske matice. In smo posebej veseli, da ste ob tej priložnosti tukaj organizirali in dali možnost za našim gostom. Dobrodošli pri nas, pa upamo, da se v kakšnih priložnosti se tudi mi oglasimo kdaj v Ljubljani na Slovenski matici. Ob tem tudi pozdravljam našega slavnostnega govorca. Tematika danes je evtanazija in vse o tem povezane dileme. To je dr. Matjaž Cvikr, tudi gospa Ignacija Fridl-Jarc, doktorica znanosti, med drugim bila tudi, to kar sem mogoče pozabil, tudi na univerzi, na fakulteti delala, tako kot naš cenjeni govorec, ki je sicer ta hip upokojen zdravnik, pa vendar še kljub temu predava tudi na medicinski fakulteti v Mariboru. Če imam pravi podatek po izobrazbi, to je onkolog, tudi področje radiologije je vaše znanstveno področje dela. In tisto, kar je pa mogoče ključno in zelo pomembno pri nas, pa je področje medicinske etike prava. In to je tudi njegovo področje, ki ga še ta hip tudi predstavlja na medicinski fakulteti v Mariboru, ki je predstojni katedre. Veseli smo, da ste naš gost danes tukaj. Tisto, kar pa je posebej pomembno, pa je ne toliko, ko se ta vprašanja te v družbi odpirajo, moraliziranje, ampak predvsem, bomo rekli, da vprašanje, izkustveno vprašanje stika z ljudmi, ki so v tej situaciji ponavadi, ki je takšna mejna situacija,
In jaz mislim, da imamo pred nami enega od sogovornikov, ki na tem področju, na podlagi lastnih življenjskih izkušenj, zna povedati največ. Torej, poleg neposrednih izkušenj zagotovo, pa tudi z strokovnega, čisto znanstvenega področja, kajti vprašanje končevanja življenja in tudi začetka življenja je tudi strokovno in znanstveno vprašanje, na kar marsikdaj pozabljamo in preveč lepimo samo etikete etičnih vprašanj. Tako da smo veseli, gospod Matjaž Cviter, dobrodošli pri nas in vabljeni na zagovorniški odbor. Vabim gospod Ignacio Fridl-Jarc, ki bo povedala še par besed, ker Slovenske matice se nisem dovolj predstavil in se mi zdi najbolj primerno, da to predstavi njegova tajnica. Hvala. Spoštovane dijakinje, spoštovani dijaki, danes bomo govorili o življenju, o starosti. In če govorimo o tem, je zagotovo primerno govoriti tudi o Slovenski matici. Je najstarejše slovensko delujoče kulturno in znanstveno društvo in je druga najstarejša slovenska založba. Stara je, pa si zato ne zasluži več živeti. Skratka, velikokrat so poskušali Slovensko matico v zgodovini ukiniti iz drugih ali tretjih političnih razlogov. Pa še vedno je danes tukaj. Po zaslugi mariborskih intelektualcev, ki so se pred 160 leti zbrali, ko so častili 1000-letnico prihoda Cirila in Metoda v te naše kraje, na prostor današnje Slovenije, in so sklenili. Treba je ustanoviti založbo, ki bo izdajala strokovne, znanstvene knjige v slovenskem jeziku. Bil je to čas, in morate se ga zavedati, ko nismo imeli Slovenci ne svoje univerze, ne učbenikov v slovenščini. In zato je prav, da tudi danes v 21. stoletju ohranimo take inštitucije, skrbimo, da še naprej izdajamo strokovne in znanstvene knjige. In ena izmed, seveda, naših najpomembnejših v zadnjem obdobju je delo profesorja dr. Matjaža Cvitera. In sami boste lahko, zato mu takoj predajam besedo, izkusili, da tisto, kar govori, tudi živi. Bilo mi je vedno veliko veselje sodelovati z njim, ker, ko govori o etiki, etično tudi živi. In zato polagam vam na srce, postanite taki ljudje, življenje je pred vami in dobrodošli na Slovenski matici. Ja, dobro jutro, torej še z moje strani. A smem za začetek eno, da ne bomo takoj planili v konec življenja in v žalostne teme eno zgodbo povedati. Jaz svojim študentom zmeri eno čisto utrgano zgodbo za začetek povedati. No, tako je bilo. Dedek in vnučka sedita in dedek pravi, veš, pravi, imaš v glavi, imaš dva volka. Eden ti pravi, ne moreš, brez veze, ne bo ti uspelo, vse so drugi pametnejši, večji, bolj izkušali, že poskušali, pa jim ni ratalo. Poglej, to gre lahko, vse gre lahko narobe, čist brez veze, da se trudiš, pusti vse skupaj. Drugi volk pa pravi, pa glej, če ne boš poskusila, nimaš nobene šanse, potlej lahko samo medlo mešaš v življenju. Moraš se loditi stvari. Vse so drugi poskusili, ampak ti si tista, ki moraš poskusiti in tebi bo uspelo. Če boš verjela, ti bo uspelo. In potem vnučka pravi, ja, in te dva volka se tepe, kateri pa zmaga, pa pravi dedek, tisti, ki ga hraniš. Tako da, glejte, da boste hranili ta pravega volka in vam bo uspelo. Okay. Zdaj gremo pa na našo temo. Torej,
življenja. Potem bomo postavili nekaj definicij, ker je tukaj veliko nejasnosti. Govorili bomo o paliativnem zdravljenju, kritičen pogled na izvedbo evtanazije, fenomen spolskega klanca, nekaj besed o demokraciji in pa še socialni vidik te problematike. Zdaj, pogledi na smrt in na konec življenja so lahko zelo različnih strani. Običajni ljudje, večina, in to so tisti, ki jih bojo tudi morda na referendumu morda celo prevagali, kdo ve, če bo prišlo do referenduma, običajno mnenje ljudi je, da pred koncem življenja je neizbežno hudo trpljenje in pa drug tak običajen pogost pogled je, da zdravniki na silo poskušamo ljudem podaljšati življenje, da jih nekateri pravijo, celo uporabljajo izraz mučimo, priklapljamo na aparate in tako naprej. Niti prvo, niti drugo ne drži. Velika večina ljudi, in verjemite mi, jaz sem videl zelo veliko ljudi proti koncu življenja in umirati, večina ljudi umre brez kakšne hude drame. Tako kot svečka ugasne, ko zmanjka voska, tako tudi človek počasi ugasne. Redki so pravzaprav primeri, sploh če je pa ob tem prisotna, ustrezna, podporna, reševalna, paliativna terapija. Redki so primeri, da bi šlo res za zelo hudo trpljenje. Tega je zelo malo in tega ne bi smelo biti praktično nič. Tudi ni res seveda, da zdravniki vlečemo ljudi in jih ne pustimo umreti. Velika večina zdravnikov zelo dobro ve, da, tako kot je rekel profesor Milčinski, moj učitelj za etiko, je rekel, smrt je zelo dober šahist in če igrate šah z dobrim šahistom in izgubite kraljico, boste igro predali. In tudi sočuten, izkušen zdravnik ne bo pacienta, ki umira, pošiljal v intenzivni oddelek, ne bo, in to se dejansko dogaja. Velika večina naših ljudi umre ali doma, torej pride do družinskih zdravnikov, ga ne pošlje na intenzivo, hvala Bogu, umrejo v domu upokojencev, spet ista zgodba, umrejo na navadnem bolniškem oddelku in ne na aparatih. Torej to, da bi zdravniki podaljševali življenje na silo, ne drži. In poleg tega ima pacient zakonsko pravico, da to odkloni. Pacient lahko tudi zadostuje, seveda zdravnik lahko tega ne naredi, ampak tudi pacient, neodvisno od zdravnika, lahko napiše dokument, njemu se reče vnaprej izražena volja, da ne želi recimo sprejema na intenzivni oddelek. In to mora veljati. Torej, te dve postavki, ki sta med ljudmi zelo razširjeni, ki jih sedanja kampanja za uzakonitev pomoči pri končanju življenja pravzaprav spodbuja, te dve postavki ne drži. Potem lahko gledamo na konec življenja iz filozofskega ali pa iz teološkega stališča. Filozofi predvsem poudarjajo avtonomijo človeka, pravico, da se seboj razpolaga, da je svobodni človek, lahko razpolaga torej tudi z svojim življenjem, lahko tudi odloči, da bo življenja konec. Teološki pogled je pa seveda obraten, je pa, da življenje je Božji dar, da nismo lastniki tega življenja, nismo ga sami dobili in ga tudi ne smemo zavreči. Življenje je pač sveto in je nekaj, če se pravzaprav niti zelo dobro ne razumemo. Te dva pogleda sta očitno izključujoča in jaz v njih ne bom govoril. Klemen je nekaj misli iz podporo teološkemu pogledu povedal. Jaz
nisem dovolj kompetenten, da bi o tem poglobljeno razpravljal. Bi pa še to rekel, da ti dva pogleda sta tako izključujoča, da tistih, ki so v prvo prepričani, ne moreš prepričati z svojimi teološkimi argumenti. Eni in drugi stojijo na dveh bregovih in se ne morejo pogovarjati. In ne bodo našli soglasja. In če boste vi v kakšni družbi naleteli na ljudi, ki drugače mislijo, jih ne morete z takšnim argumentom prepričati. Lahko jih pa prepričate z drugimi argumenti, ki so bližje medicini, to se pravi z argumenti, o katerih bomo malo več govorili. No, vmes omenim še finančni pogled. O tem se malo govori, ampak v ozadju mnogih stvari in morda tudi te sedanje pobude za uzakonitev evtanazije je tudi finančni pogled. O tem je sram govoriti, ampak to drži. Nedvomno je usmrtitev človeka pomeni precejšen prihranek pri stroških za nego neozdravljivo bolnih in za pokojnine in tako naprej. No, in na koncu je pa zdravniški pogled. Zdravniki pa pravimo, da je pomoč pri končanju življenja v nasprotju s poslanstvom našega poklica, nasprotju z tem, zakaj smo se odločili za ta poklic, to je ohranjanje življenja in zdravja ljudi. In jaz bom svoje predavanje v glavnem usmeril na to, ker pač sem zdravnik in ker mislim, da je prav, da ob tem, ko vam bodo mnogi od mene pametnejši pogledali filozofske, teološke razloge, zakaj so proti, mislim, da je prav, da razumete tudi, da čisto iz medicinskega stališča stvari ne sedijo, da ta zakon je zdaj v javni razpravi in na mestu. Zdaj, o definicijah moramo se zmeniti nekaj besed. Katere so primerne? Primerna definicija je paliativno zdravljenje, to je lajšanje težav, ki se začne s prvimi težavami, še preden vemo, za kakšno diagnozo gre, in se potem paliativno zdravljenje nadaljuje. Ves čas bolezni seveda pa vodilno vlogo prevzame takrat, kadar vidimo, da bolezni ne moramo več izkoreniti in ko je pač na mestu samo še lajšanje težav. Primerno je, da govorimo o evtanaziji. Eutanazija je ukrep z namenom končati življenje na zahtevo bolnika. Na zahtevo bolnika, brez zahteve to ni eutanazija. In primerno je govoriti o zdravniški pomoči pri samomoru. Tukaj je razlika od eutanazije ta, da pri zdravniški pomoči pri samomoru pacient sam sproži, izvede ta poseg, sprav zdravnik mu recimo predpiše določene tablete ali pa morda celo nastavi infuzijo, ampak pacient bo tisti, ki bo spil smrtonosni napitek, pacient bo pritisnil na gumb črpalke, da bo infuzija stekla v njega. Torej, pri pomoči pri samomoru je bistveno, da pacient sam to naredi, drugače to ni pomoč pri samomoru. Neprimerni izrazi, in tega je tudi veliko v javni debati, pa so. Prvi je neprimeren, je pasivna eutanazija. Zagovorniki eutanazije govorijo, da imamo itak že pasivno eutanazijo, ki naj bi bila, pasivna eutanazija naj bi bila opustitev intenzivnega zdravljenja za enega umirajočega pacienta. To ni eutanazija. To ni nobena eutanazija. To je sočuten ukrep zdravnika, ki vidi, da pacientu nič več ne more pomagati in ga hoče rešiti v skladu z načeli paliativnega zdravljenja, hoče rešiti bremena terapije. Vse tiste črpalke, infuzije, cevke, vse mogoče odprtine, pa še nove naredijo, če je treba, respiratorji in tako naprej. Vse to je seveda zelo obremenjuje pacienta. Če ni izgledal na
izboljšanje ali na ozdravitev, potem to ni upravičeno. In te stvari ali jih ne uvedemo, ali jih odstranimo. In to ni eutanazija. To je spoštovanje načel paliativnega zdravljenja. Če bi pasivna eutanazija obstajala, potem bi imeli v Sloveniji že danes 90% ljudi, ki bi umirali zaradi eutanazije, zaradi pasivne eutanazije. Vsi tisti, ki umrejo doma, bi jim zdravnik lahko z napotitvijo na intenzivni oddelek morda za nekaj dni ali pa za kakšen teden, dva podaljšal življenje, pa tega ne naredi. A je to eutanazija? Jaz mislim, da ne. Ljudje imajo srečo, da niso tako kot kakšen, da rečem Maršal Tito, ki so mu podaljševali življenje za nekaj mesecev iz političnih razlogov, ampak a je to še življenje. Ljudje imajo srečo, da imajo v sebi sočutnega zdravnika in nekoga drugega, ki mu pomaga. Torej, pasivna eutanazija ne obstaja. In če ne obstaja pasivna, potem seveda tudi ima smisla govoriti o aktivni eutanaziji. Potem govorijo o eutanaziji brez soglasja. Eutanazija brez soglasja je umor. In potem govorijo o zdravniški pomoči pri umiranju. Ta izraz je pa zelo dvoumen, ker to lahko pomeni ali pomoč umirajočemu človeku ali pa pospešitev smrti. Tako da ta izraz ni najboljši. Tukaj imamo časovni preseg, od diagnoze, bolezni, diagnoze in preko zdravljenja do smrti. Začne se s prvimi težavami s paliativnim zdravljenjem, potem je ko postavimo diagnozo, pride do aktivnega zdravljenja. Ko pa to zdravljenje ni več uspešno, se potem paliativno zdravljenje pridobiva na pomenu in takrat se začne pogovarjati ali o pomoči pri samomoru ali pa o eutanaziji. Za paliativno zdravljenje smo že rekli, da je usmerjeno na lajšanje bolnikovih telesnih, duševnih, duhovnih, socialnih težav. Se prične s prvimi simptomi bolezni, paliativno zdravljenje in pomembno vlogo dobima kasneje. Vseh načel tukaj ne morem na kratko razložiti. Pomembno je, da se tudi opušča nekatere stvari, ki so bolniku samo v breme. Primerno je primerno okolje in timski pristop. Tudi komunikacija je seveda pomembna s bolnikom in sodelavci. In tukaj lahko vidite kontrast med umiranjem na intenzivnem oddelku ali pa umiranjem v hospicu ali pa doma. In je vsakomur jasno, kaj je pravo okolje za zadnjo obdobje življenja. Zdaj, rekel sem že, da zdravniki nekako čutimo, da je to, da je pomoč pri končanju življenja, ne gre za samomor zdravniško pomočjo ali pa za eutanazijo, da je to v nasprotju z poslanstvom zdravniškega poklica. Zanimivo je, da to ni samo Hipokrat, ki ga največkrat omenjamo, ki je to zapisal pred 2500 leti, ampak čisto v drugem kulturnem svetu so to zapisali tudi že kitajski zdravniki ali pa islamski zdravnik Isaac bin Rahavi. Torej, čisto v drugih okoljih so prišli do čisto enakih zaključkov. To se pravi, to je nekako, to načelo ni samo zaradi Hipokrata, to je enostavno del našega poklica, ne zaradi Hipokrata, ker zdaj pravijo, da se temu lahko odpovemo. Pravijo, ja, Hipokrat pred 2500 leti ne more odločati o tem, kaj je pri nas danes veljavno. Ne gre samo za Hipokrata, gre za to, da če razumeš zdravniški poklic, potem razumeš, da to ne sodi
To ni del zdravniškega poklica, ne zaradi Hipokrata, ki pravi, vsega boste pozabili. Ne, še drugi tudi še. Ne. No, zdaj, zdravnika pa očitno še vedno tisti, ki zagovarjajo končanje življenja, potrebujejo. Zato, ker skoraj vse države, vse države, ki so že uzakonile eutanazijo, jih je okrog 12, postavljajo pogoje za usmrtitev. Torej, zato, da nekoga pošlješ v smrt, mora vendar neke pogoje izpolnjevati. In tipični pogoji so neznosno trpljenje, neozdravljiva bolezen, kratko pričakovano preživetje in pa prostovoljna odločitev. In povsod tukaj potrebujejo tudi zdravnika, saj pri prvih 3 stvarih, pri trpljenju, neozdravljivi bolezni in napovedi, koliko časa bo človek še živel, potrebujejo zdravniško mnenje. In zato zdravniki ne moramo enostavno reči, saj se nas ne tiče, vi kar delajte, kar hočete, ker nas hočejo, kljub temu, da nas na eni strani hoče spraviti po grob in nam ne dati pravice, da o tem odločamo, na drugi strani nas potrebujejo. Potrebujejo za te stvari. Tukaj imate tabelo, kjer se vidi, kako so ti pogoji po različnih državah, ki so že uzakonile eutanazijo postavljene in večina jih ima vse 4 ali pa saj 2, 3, edino Švica nima teh stvari zelo natančno opredeljenih. Vsi ostali pa imajo te pogoje v nekaj postavljene. In dajmo si pogledati, kako je s temi pogoji. Najprej je tukaj argument neznosnega trpljenja. S tem pojmom je veliko težav, ker je to očitno zelo subjektiven pojem. Samo jaz lahko povem, koliko trpim, ne more nekdo drug vedeti za trpljenje drugega človeka. In tako da ni druge, kot če nekdo izjavi, da neznosno trpi, je pač to. Trpljenje je lahko telesno, lahko je duševno, tudi duhovno ali pa socialno. Torej, trpljenje ni zelo enostavna zgodba. Nikakor ne, da bi rekli, trpljenje je isto kot bolečina, sploh ne. Kaj naj naredimo, če bolnik odklanja zdravljenje, ki bi mu lahko olajšalo trpljenje? Tukaj smo v težavah, torej pacient izjavi, da neznosno trpi, obenem pa ne želi zdravljenja, ki mu ga zdravnik za ublažitev teh težav priporoča. Pacient ima seveda pravico odkloniti zdravljenje. Po zakonu in po vseh normalnih človeških principih pacient lahko odkloni zdravljenje, tudi če bi mu to zdravljenje rešilo življenje. Sam kot nas je imel že od zdravnikov, imel pacijente, ki so natančno to naredili. Da se spomnim na učiteljice iz Ljubljane, izobražena gospa, imela raka na dojki in se hotela zdraviti, smo jo prepričevali, ona bo to pozdravila za alternativo, z neko bioenergijo, čez 2-3 leta je prišla pač umreti z napredovanim rakom. To je pač del zgodbe, mi priznavamo pacientom pravico, da sami odločajo, da se morajo strinjati, brez soglasja pacienta ni zdravljenja. Ampak, a iz tega lahko izpelješ potem drugo, da če pacient ne soglaša, ga bom pa ubil? To pa ne. Pacient ima to pravico, ne more pa iz tega izpeljati, da ima pa jaz potem dolžnost, da njega kupira. To pa ne gre. In v zakonu, tudi v našem, niso dobro napisane, kakšne morajo biti izkušnje zdravnika s paliativno terapijo z onkološkim zdravljenjem. No, rekel sem že, da bolečina ni glavni vzrok trpljenja. Zanimiva je statistika iz Oregona v Združenih državah Amerike,
kjer imajo zakonjeno pravico do zdravniške pomoči pri samomoru, ne do eutanazije, ampak pomoč pri samomoru. Ljudi so spraševali, zakaj so se za to odločili. In vidite, da na vrhu bolečina je predvsem nizko dol. Bolečina je samo prisotna, da samo pri četrtini bolnikov. Večina pa se tako odloči zaradi izgube avtonomije, se pravi se čuti, da je odvisen od drugih, nič drugače rekli, zaradi brez veselja do življenja. Mislim, a je to zdaj argument, da bom jaz pacienta spravil na drug svet, ker on nima veselja do življenja. Izguba dostojanstva. Tukaj zdaj vprašanje, kako gledamo na dostojanstvo, nimamo časa, da bi še o tem predstavljali, ampak jaz sem trdno prepričan, da je pacient, da vsak človek ima človeško dostojanstvo, ne glede na to, tudi če recimo zanimo, je onemogel, je v plenicah, ne more več sam hoditi, je vezan na voziček in tako naprej, še vedno ima svoje človeško dostojanstvo. Zdaj, kako gleda na to. Ker je breme za družino in skrbnike. Tukaj je pa vprašanje, komu pomagamo, pacientu ali družini, a ne s tem, ko pacienta predstavlja. Tako da bolečina, o kateri se največkrat govori, sploh ni glavni vzrok za to in bolečino danes res verjamete, znamo v velikanski večini primerov zelo dobro razpravljati. V slovenskem predlogu zakona o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja je zapisano, da pacient ima pravico do končanja življenja, če doživlja zanj neznosno trpljenje, za katerega ne obstaja za pacienta sprejemljiva možnost lajšanja. In med tistimi, ki bodo lahko zaprosili za eutanazijo, so tudi pacienti s hudo okvaro zdravja, katere zdravljenje ne daje utemeljenega pričakovanja na ozdravitev oziroma na izboljšanje zdravja, brez napovedi skorajšnje smrti. In po tej formulaciji nedvomno pade noter recimo en mladenič, ki je skozi s podalami si je poškodoval hrbtenico in mu povedal, da bo do konca življenja vezan na invalidski voziček. In iz izkušenj traumatologa profesor Cipermana, ki se ukvarja prav s poškodbami hrbtenice, on je povedal, da velik del teh največkrat za fante, teh mladih ljudi, dejansko, ko se jim to zgodi, ko jim povedo, da je okvara nepopravljiva, reče, da bi radi končali življenje. Pa jih nekako speljajo skozi tiste kritične mesece in kasneje se ta človek utiri v življenje nazaj, poročijo se, imajo službo, ukvarjajo se celo z invalidskim športom in med njimi ni nič večji odstotek samomorov kot med drugimi zdravimi ljudmi. Ampak tako kot je pa ta zakon napisan, bo ta človek lahko zahteval, ne prosil zahteval, imel pravico do smrti in bomo morali temu slediti. No, malo smo že nakazali, da je trpljenje preveč številnih dejavnikov. Ne gre samo za neko telesno bolezen, gre tudi za dostopnost paliativne oskrbe, ki je pri nas zelo, zelo šibka, še vedno veliko ljudi, veliko odstotek ljudi nima možnosti do dobre paliativne oskrbe, do primernega trpljenja je posledica duševnega in duhovnega ozadja, nekateri potem v življenju ne vidijo več smisla, nekateri ga pa najdejo. Odvisno je od podpore družine ali pa od občutka, da je bolnik družini v breme. Osamljenost je močna komponenta pri trpljenju, osamljeni ljudje bistveno bolj trpijo, kot pa ljudje, ki imajo ob sebi razumevajočo okolico, ki jim pomaga. Osamljenost je hud problem.
bivalne razmere, tudi finančno stanje. Zdaj, če nekdo izjavi, torej, da neznosno trpi, a bomo torej končali življenje pri nekom, ki trpi zaradi, med drugim zaradi osamljenosti ali zaradi tega, ker nima denarja, da bi si plačal dom za ostarele, za upokojence. A bomo takega človeka, ki morda živi sam na podeželju in nima denarja in svoj otroci so ne vem kje, on je pa vdovec in želi končati življenje, ampak bomo zdaj pa kar usledili. Toliko o trpljenju. Naslednja kategorija, ki jo omenjajo različne zakonodaje, je neozdravljiva bolezen. Tukaj najprej treba povedati, da so skoraj vse kronične bolezni neozdravljive. Torej, ta pojem pravzaprav zelo ne gre. Sladkorna bolezen je neozdravljiva, astma, marsikatera, skoraj vsaka kronična bolezen je v principu neozdravljiva. Ampak druga zgodba okrog neozdravljive bolezni pa je vprašanje, ali kaj pa če diagnoza ni pravilna. In tukaj imamo dve zgodbi. Ena je iz Nove Zelandije, ko je ta mlada dama skočila z trajekta, ker so ji povedali, da ima raka, potem so jo rešili, potem so pa povedali, da je diagnoza napačna in še danes živi. Druga zgodba, ki pa se ni tako lepo končala, je pa v Ljubljani pred 4 leti. Mlada ženska, 39-letna, skočila v vlak, ker so ji povedali, da ima raka na dojki. Potem pa pri obdukciji pa so ugotovili, da tisto, kar je bilo videti na ultrazvoku, podobno rakovi kuli, je bila brazgotina, ki jo je imela v dojki, ko je padla s kolesom v mladosti, si je udarila v dojko, tam je bila neka krvavitev, potem se naredila brazgotina in to je na ultrazvoku izgledalo tako kot rak. Torej, diagnoza medicina daleč od tega, da bi bila 100% v svojih diagnozah. Tako da je neozdravljiva bolezen je stvar, ki jo lahko z veliko rezervo vzamemo. Diagnoza skratka je lahko napačna in na tej osnovi nekomu vzeti življenje je podobno kot recimo v pravu, kot veste, smrtno kazen danes nima, večina držav je zavrnila, zakaj med drugim tudi zato, ker ni mogoče zanesljivo izključiti sodne zmote. So primeri, vse kaže na to, da je nekdo kriv za neko kriminalno dejanje, se pa kasneje pokaže, da je šlo za sodno zmoto. In zaradi tega in seveda, če si ga pa že usmrtil, potem je prepozno za to, da bi to napako popravili. Zato večina držav, med drugim tudi zato, tudi zaradi svetosti življenja, ampak tudi zato, kaj pa če je bila sodna zmota. Tukaj je isto, kaj pa če je diagnoza ni pravilna. Na Nizozemskem so usmrtili enega človeka, ki so rekli, da ima napredovalnega raka na pljučih, pri obdukciji se je pokazalo, da je bila tuberkuloza. Vse je možno. Izgledalo je čisto kot rakava bolezen, ampak pri obdukciji se je pa pokazalo drugače. Tuberkuloza je seveda ozdravila. Potem imamo vprašanje kratkega preživetja. Veliko držav napiše, recimo, v teh pogojih za usmrtitev pričakovano preživetje, recimo, manj kot pol leta. Ampak res je, to je statistika. Statistike ne moš nikoli preslikati na posameznika. Ti imaš, že veste, kaj je to Gaussova krivulja, ko imaš pred seboj pacienta, ne veš, kako bo ta pacient živel 10 mesecev, ali bo morda nesrečnik že po 2 mesecih se bo nekaj zgodilo, da bo umrl in je na tistem začetnem delu Gaussove krivulje, ali bo pa živel nenavadno dolgo. In to sta 2 moja pacienta, ki sta živela zelo nenavadno dolgo. Stanislav iz Ptuja in profesor 14 let po diagnozi
zaradi katere bi moral po 11 mesecih umreti, po statistiki. Ranko je živel 9 let potem, ko je imel bolezen, ki po statistiki je preživetje povprečno 4 mesece. Pa je živel še 9 let. Tako je, tako da napovedi zdravnik, pameten zdravnik ne da napovedi. Ko so mene vprašali pacienti ali pa svojci, koliko časa v živu, se nisem hotel skoraj nikoli izreči, sem rekel, vidite, ne vem, to morate tam gor vprašati, pa še tam gor nimajo reda. Včasih pa še ga prezgodi pokličejo, včasih pa koga pozabijo. Tako da malo da obrnem na smešno stran. Ampak dejansko je tako, ne moreš napovedati kako. Iz paliativnega oddelka, se pravi oddelka, ki je namenjen bolnikom v zadnjem obdobju življenja v Avstraliji, so, recimo je neka statistika, da je okrog 10% pacientov iz tega oddelka dejansko šlo domov v izboljšenem stanju in so živeli še nekaj časa. Ne bom rekel, da so ozdraveli, ampak niso umrli v tistih nekaj dneh ali nekaj tednih, kot jim je bilo napovedano. Potem imamo pa en pogoj, ki se povsod pojavlja, seveda, in to je prostovoljna premišljena zahteva bolnika brez vpliva drugih oseb. In tukaj se lahko vprašamo, kdo od nas je brez vpliva drugih oseb, in se potem vprašamo, kako je pa s tem pri nekomu, ki je hudo bolan, odvisen od pomoči drugih. A ta človek lahko sploh lahko rečemo, da je brez vpliva drugih oseb. Jaz mislim, da ne. Torej, svojci imajo nedvomno vpliv in vsa okolica ima vpliv na pacienta in ta zahteva je sama sebi nasprotna. In ti svojci, ki so pa okrog, pa niso vedno samo dobrohotni, posambljeni, pripravljeni na odpovedovanja. Mnogi svojci, ne vem koliko v procentih, ampak so seveda tudi taki med njimi, ki si pa želijo, da bi se stari čim prej umaknil, da bi se ga rešili, da bi morda podedovali njegovo premoženje, kakoli že. Niso vsi svojci pripravljeni dneve in noči bivati po svojem pacientu. In tak svojc seveda lahko vpliva in bo vplival na starega očeta, da reče, foter, poglej, mi ti ne moramo več dejti. Če bi bila zakonodaja takšna, če bi bilo to dovoljeno, da podpiši tukaj le, da želiš končati življenje. To se bo seveda ne bom Fenomen spolskega klanca je zelo zanimiv pojav. Zakaj gre? Gre za to, da pred sprejetjem zakona predlagatelji poskušajo čim bolj omejiti in po številu in po bolezenskih stanjih, za koga ne bi ta zakon veljal. Samo za tiste najbolj bolne, neozdravljive, hudo trpeče, čisto osko skupino ljudi. In še tem bi dajal samo zdravniško pomoč pri samomoru, da se bodo sami potem odločali za smrt. Ko pa je zakon sprejet, se pa začne počasi začnemo drseti po klancu navzdol. Ko bo zakon sprejet, vse nadaljne popravki zakona in popravki prakse in tisto, kar se nekako smatra za družbeno sprejemljivo, počasi se širijo ti kriteriji. In potem se ne samo zdravniška pomoč pri samomoru, ampak tudi eutanazija, potem pojavi se neviden pritisk na bolnike in na starostnike, da se umaknejo. Začnemo
začne se govoriti o vnaprej izraženi volji, tudi da nekdo danes podpiše, da želi usmrtitev, če se bo to in to zdaj dogajalo za bodoče, potem pa do tistega pride in vzameš en strp papir in rečeš, želijo usmrtitev, cuk in naredimo to. Ta vnaprej izražena volja je zelo problematična, ker vedno bi moral pacient v tistem času, ko se to dogaja, tudi sam to povedati. Tudi strah pred bodočim trpljenjem ne bi bil potem že argument za to, da nekomu vzame življenje. In pa socialno trpljenje. V Kanadi so objavili zdaj en članek, kjer so rekli, da revnim ljudem, ki živijo v socialno neprimernih razmerah, je etično, dopustno narediti eutanazijo. Smislite. Ne brez bolezni, samo zato, ker je nekdo v hudo omejenih. In to je članek, ki je bil objavljen na ugledni ljudi. No in potem imamo vprašanje izpolnjenega trpljenja, torej izpolnjenega življenja. Na Nizozemskem zelo resno razpravljajo o tem, ima pravico do eutanazije tudi nekdo, ki sicer zdravje, pa ste 78 let in reče, jaz ti v življenju ničesar več ne pričakujem, jaz sem vse že živo, meni dolg čas, jaz hočem končati življenje. To je izpolnjeno. Ta fenomen spolskega planca vidite tukaj na grafu, kjer je prikazano število eutanazij na Nizozemskem. Modra črta so vse eutanazije, rdeča so bolniki z rakom. Vidite, da naraščata obe krivulji, ampak na začetku so skoraj vsi bolniki imeli neozdravljivega raka, potem je pa zmeraj več bolezni, ki ne sodijo pod raka. Rak je vendarle, saj sem rekel, da je težko napovedati preživetje in koliko časa bo nekdo živo, ampak vendarle precej bolj zanesljivo pri raku, veš, koliko časa bo nekdo še živo, kot pa pri drugih boleznih, recimo pri psihiatričnih, pri srčnih. Nekdo ima lahko srčno popuščanje, ampak živi s tistim še 10 let, tega se ne da tako dobro napovedati. V raku se vseeno malo bolj ždane. Tukaj narašča število teh bolezni, tukaj imamo brez raka, kako je šlo na Nizozemskem v teh letih, kako so se dogajalo. In vidite, da vse bolezni, nevrološke bolezni zelo naraščajo, ampak tam je ena od zanimivih krivulj je tale spodnja svetlo-modra psihiatrične bolezni. Zdaj, je psihiatričen bolnik res sposoben odločanje o sebi, zelo vprašanje, in pa demenca, to je pa najboljoča krivulja, ki tudi zelo hitro narašča. In prav demenca je zanimiva zaradi tega, ker so na Nizozemskem v zadnjih 5 letih usmrtili 975 ljudi z demenco in v 98% je šlo po njihovih podatkih za blago demenco. So bili ljudje, ki so bili še sposobni skrbeti zase, so bili pa že pozabljivi in tako. In profesor Han je zelo lepo napisal, da pri demenci ne trpi dementna oseba, pač pa njena okolica. Takole je napisal v zadnji številki zdravniške revije, si napisal, dementni ljudje se sploh ne počutijo slabo, ne trpijo in ne želijo umreti, slabo se počutijo ljudje okrog njih. Dementne ljudi ob ustrezni neki v resnici malo kaj moti. Ko odvajajo blato v posteljo, ko zažgejo hrano pri kuhanju, ko četrtno žvečijo en zalogaj hrane. Trpi pa človek, ki hrani, se mu mudi početi kaj drugega. Gre za trpljenje in strah svojcev in ljudi, ki skrbijo za dementne. Torej, tukaj očitno ne gre več za interes teh ljudi, ki jih bomo usmrtili, ampak zelo očitno za interes družbe, okolice, skrbnikov in tako naprej. To je čisto nesprejemljivo. Zdaj pa samo še 5 minut pričam o demokratičnem odločanju.
Dve bistveni značilnosti demokratičnega odločanja sta uveljavitev večinskega mnenja in pa spoštovanja zaščita manjšine. In ni torej dovolj, da ob sprejemanju zakonodaje sledimo volji večine. Na to se sklicujejo predlagatelji zakona, ki prinašajo različne ankete, ki so, sem na začetku povedal, ljudje so, ki niso dobro poučeni o tej problematiki. Večinoma rečejo, ja, ne želim, da bi trpel na koncu življenja, želim imeti to možnost končanja življenja. To demokratično odločanje natančno predpostavlja, da imamo množico vseh ljudi in med njimi eno majhno manjšino ljudi, ki želijo umreti. In zagovorniki evtanazije pravijo, zakaj bi tej majhni skupini odrekli to pravico, vsi ostalih pa to nič ne moti, če te ljudje res zanesljivo, potrjeno želijo umreti. Zakaj se vi, vsi ostali, v to vtikate? Ampak to enostavno ne drži. Res je drugače. Imamo to prvo množico vseh ljudi, imamo tisto majhno skupino ljudi, ki dejansko hoče živeti, umreti. Ampak potem imamo še relativno veliko skupino ljudi, ki so invalidi, starostniki, kronični bolniki, ki pa občutijo, če bo sprejet ta zakon, občutijo pritisk, da se umaknejo. Pritisk, da so prej so ti ljudje starostniki, kronični bolniki, tako naprej veljali za pogumne, ker se odpirajo svoje bolezni, ker hočejo živeti naprej, smo jih gledali na njih z občudovanjem. Potem, ko bo pa tak zakon sprejet, bojo pa mnogi na njih gledali kot na sebičneže, ki odžirajo denar in ki obremenjujejo svoje svojce in odžirajo drugi denar. Torej, te zelene množice se stvar še kako tiče, ne gre samo za rumeno pa modro množico. No in še zadnja stvar, da je v našem sedanjem položaju sprejeman socialni vidik tega zakona. Zakaj gre? Gre za to, da, kot sem že omenil, paliativna oskrba je pri nas relativno zelo slabo razvita. Veliko ljudi, vse imamo, zdaj sprejemajo nekakšne zakone o dolgotrajni oskrbi, ampak od zakona do tega, da bo še zakon niti ni sprejet, ampak ko bo zakon sprejet, pa da bo stvar v življenje prišla in da bo dejansko vsak, ki to potrebuje, prejel lahko sprejet v neko dolgotrajno oskrbo, kjer bojo lajšali njegove težave, do tega smo še zelo, zelo daleč. Razen seveda, če imaš denar. Če imaš pa denar, si pa to lahko plačaš. Imaš privatne domove za ostarele, ki so precej dražji od državnih, da tako rečem, ali pa tistih s koncesijo, ampak v teh privatnih domovih za ostarele, ali si pa doma plačaš negovalko, da pride na dom in bo pač po neki urni postavki, bo zraven očeta vsak dan ga skrbela. In tako smo v situaciji, da bogati bodo lahko, se bojo lahko odločili za eutanazijo, lahko bojo pa nekaj, se imam dovolj denarja, si bom plačal negovalko. Revni pa nimajo te alternative, imajo alternativo trpljenje, ki ga pri naši sedanji razvitosti paliativne terapije ne znamo vsem ublažiti, ali pa eutanazija. To je pa ta nepoštena socialna komponenta, kot je napisal Anatol Franz v romanu Rdeča Biblija, da zakon v svoji veličastni enakopravnosti tako bogatim kot revnim prepoveduje, da bi spali pod mostom, beračili ali bogati kruh. Zakon pa seveda ne pove, kateri so tisti, ki morajo, ki nimajo druge izbire, da to počnejo. Tako, toliko je od mene za zdaj.
vesel še vaših vprašanj. Pred nami je še drugi del današnjega dogodka. Mirjam in Jona sta zbrala nekaj vprašanj, pomislekov, med samim predavanjem ste jih že malo preurejala, tako da pa zdaj vabim k pogovornemu omizju, da prisluhnemo še nekaterim vprašanjem, pomislekom, komentarjem. Najprej se vam še enkrat zahvaljujem za predavanje in predstavitev pereče teme povezane z evtanazijo in pomoči pri prostovoljnem končanju življenja. Na precej vprašanj, pomislekov in dilem, ki so se pojavile, ko smo se dijaki pripravljali na predavanje in pogovor, ste nam že odgovorili. Vseeno pa nam dovolite, da vam v imenu vseh dijakov in dijakov naše gimnazije postavimo še nekaj vprašanj. Po slišanem mislim, da je bistveno vprašanje, ki se skriva v ozadju razprav o pravici do smrti, razumevanja človeka in njegovega življenja. Kaj pa je za vas življenje? Kaj predstavlja za vas življenje? Sam rečem, ne vem, če znam kaj drugega povedati. Pač nekaj... Jaz mislim, da ne znam, ne vem, morate koga drugega vprašati. Jaz bi rekel samo, da je to nekaj čutešnjega, da si živ. Kaj je bilo prej, kaj bo potem, je težko reči, ampak ne moramo vedeti. Nekaj, ne vem, ne znam ti povedati, resno. Morda znam od vas boljše razložiti. Kaj pa smrt? Kako pa razumete smrt? Smrt je konc telesnega bitja. Kaj pa je z dušo? Pa ne vemo. Jaz mislim, da tako se potem odpre vprašanje posmrtnega življenja. Pri posmrtnem življenju bom morda mogoče heretičen, morda se ne boste strinjali z menoj, ampak jaz kot posmrtno življenje ne vidim tega, da bi jaz šel zdaj na kavo z mojo mamo. Ampak kot posmrtno življenje razumem to, da tudi potem, ko da več ne bo, da lahko nekako odidem z zavestjo, da sem temu svetu pustil nekaj dobrega, nekaj sledi dobre, da sem nekaj prispeval k temu. In na drugi strani nek recimo Hitler bo pa lahko samo trpel zaradi tega, ker je to hudega naredil, je pa vprašanje zdaj, kako to doživlja duša. Ampak jaz kot posmrtno življenje vidim zelo samo to, da poskušaš ravno z mislijo na smrt, poskušaš v tem življenju pustiti nekaj dobre sledi. Pa je to lahko pesem, je lahko to drevo, ki si ga posadil, seveda družina, ki si dal življenje in ki živi naprej. Slišali smo, da sta nekateri korupciji država, možnosti evtanazije in pomoč pri prostovoljnem končanju življenja že zakonsko dovoljena. Kako ti postopki konkretno izgledajo? Ali človek v tem trpi? Ali postopki trajajo dlje časa? So v tej grani morda prisotni svojci? Si to premisli v zadnjem trenutku? Lahko pišete kakšen primer? Razlika je med državami, ki imajo zakonjeno evtanazijo in
in tudi pomoč pri samomoru ali pa državami, ki imajo samo pomoč pri samomoru. Recimo Avstrija ima samo zdravniško pomoč pri samomoru, nima pa eutanazije. In ta rešitev je nedvomno boljša kot tista, ki vključuje tudi eutanazijo. Oseba praktično, ne morem si predstavljati osebe, ki ne bi mogla z neko gesto sama končati življenja, če to želi, če to res želi. To se pravi spit nekega napitka, ki vsebuje smrtno snov, ali pa tudi pritisniti na črpalko, če bi šlo za infuzijo, če ne more več požirati. Črpalko lahko celo z očmi danes sprožiš na ekranu, tudi taki postopki že so. Torej, jaz mislim, da bistvena razlika je pa potem do držav, ki favorizirajo eutanazijo, recimo Nizozemska, ima pa več kot 90% njihovih teh smrti so eutanazije, niso pomoč pri samomoru. Tudi Kanada, recimo, ima samo eutanazijo, nima pa pomoči pri samomoru. V čem je bistvena razlika? Pri pomoči, kadar gre samo za pomoč pri samomoru, kot je recimo v Avstriji, se pacient lahko sam premisli in dejansko se pogosto premisli. Po eni od statistik za leto 2022, ko je bila že v Avstriji zakonjena pomoč pri samomoru, je samo 20% ljudi, ki so dobili te smrtne tablete, in samo 20% teh ljudi je dejansko jih vzelo. 80% so jih imeli doma za vsak slučaj, ampak niso tega vzeli. Medtem ko, če imaš pa ti eutanazijo, pa izpolniš obrazce, potem pa pride ekipa na dom, pa reče, da smo pa prišli to izpeljati, už pa je napadeli. In v Kanadi zelo strmo narašča število eutanazij. V Kaliforniji, ki imajo samo pomoč pri samomoru, je pa tam poraz bistveno manjši, čeprav so kriteriji identični. Tako da, jaz mislim, da tudi seveda stališča, da dejansko ta oseba, za katero gre, res želela v tistem času umreti, tudi z tega stališča je pomoč pri samomoru bolj ali pa manj nesprejemljiva, da tako rečem, in je eutanazija hujši primer. Pokazal sem številke za demenco, za Nizozemsko. Dementni ljudje praviloma, tudi če je prej rekel, če bom jaz dementen, me pa kar končajte, ampak ko postane dementen, nekaj s to željo, da bi ne bi šel ven. In je znan primer ženske na Nizozemskem, ki so jo prišli usmrtiti z glavo demenco in se je branila in se je pulila na noče in so jo zvezali in končali življenje. In sodišče je reklo, da vse vrni. In v teh primerih naši zagovorniki pa trdijo, da ni zlorab. To so zelo očitne zlorabe, dokumentirane zlorabe. Tako da, kar se tudi ne tiče, pač, če že, potem ne bo samo pomoč pri samomoru. Večinoma ljudje to naredijo doma, v večini primerov, kar je najbolj prav. Ja. Torej, ali res nikoli ni nobenega zdravstvenega stanja, ni življenjske situacije, ki bi morda celo delno ali celoti opravičila eutanazijo? Veš, tukaj je bom iskren, bom povedal nekaj, kar nisem drugače običajno govoril. Eno stanje je, ki se mu reče trajno vegetativno stanje. To je situacija, ko je človek običajno po poškodbi glave, lahko pa tudi po kakšni bolezni, nesposoben kakršnega koli komuniciranja, nobenega niti z očmi, niti seveda ne z glasom. Živi pa, tako kot beseda pove, vegetativno stanje,
stanje še naprej, ker so nižji centri možganov nepoškodovani. Tisti, ki skrbijo za dihanje, so nepoškodovani. Hranijo take ljudi običajno po sondi, preko želodca, direktno v želodec. In taki ljudje lahko živijo zelo dolgo. Taki, recimo v Italiji je bil primer Eluana Englaro, ki je v takem stanju živela 17 let. In tukaj razumeš, da je njena družina prosila, da se to konča. In je potem tudi sodišče dovolilo, da se odstrani hranjenje in hidracija. In je potem v žeji in v lakoti v 10 dneh, po tistem, ko so odstranili to hidracijo, umrla. V tej situaciji jaz razumem, da ne morejo starši 17 let, so jo hodili 17 let, veste, koliko je to časa. Ona je bila mladenka, ko se je ponesrečila, tukaj že v srednjih letih, stara 50 let. In starši so želeli, da se to konča. To nekje razumeš. Tudi te starši in drugi rečejo, ta človek je za mene intimno umrl takrat z nesrečo, takrat, ko nimam z njim nobenega kontakta več, sama je še vedno tista punca, ko je bila, preden je šla na motor. In zame je takrat v bistvu umrl. Tako da to nekje razumeš. In v takem primeru jaz nisem, ampak to je tako izjemen primer. V takem primeru ti, recimo rekel, ja, ni humano, da so jih samo potegli celke za hranjenje, ne še nekaj dana, da bo mirno in takoj zaspala. Da ne bo tistih 10 dni agonije, ko pa vidiš, da trpi, to se pa še znivi taki, da to se mi zdi nehumano. Tako je v takem primeru bil za eutanazijo. Sam jaz mislim, da zato to so izjemni primeri, za katere ne potrebuješ posebnega zakona. Te stvari lahko in je prav tako, da jih sodišče razsoli, da sodišče reče, v tem primeru je dovoljeno to, kar sicer po zakonu ne bi bilo dovoljeno. To so takšni izjemni primeri, drugače pa jaz mislim, da težko si mislim, kakšno bo to tako stane. In takrat, kada dejansko nimaš več človeka, da bi bil kot osebnost, kot celovito, duševno, duhovno, tako bitje, ko imaš pred seboj samo vzdrževanje enega telesa, tako. V zadnjih letih doživljamo skokovit razvoj medicinske znanosti. Bi lahko bil ravno nadaljni razvoj razlog za odpadanje zagovarjanja oziroma želje po eutanaziji. V tem vprašanju je seveda zanimiv kontrast, da je zakonska ureditev eutanazije in samomora s pomočjo, odsotna predvsem država, ki ima zelo razlik medicinski sistem. No, ta zadnja trditev ni čisto točna. Recimo Skandinavija ima dobro razvito medicino, zelo dobro razvito pa nima eutanazije. Nizozemska ima tudi dobro medicino, pa jo ima pa Belgija. Ampak recimo Velika Britanija, ZDA, nekatere države imajo pomoč pri samomoru, eutanazijo nimajo. Tako da to čisto korelacija z razvitostjo zdravstvenega sistema ni. Je pa res seveda, da se veliko preveč pozornosti namenja nekim zelo izjemnim, vrhunskim in izjemno dragim postopkom. In tukaj ima veliko krivde za to pozornost, tudi farmacevtska industrija, ki z tega potegne zelo veliko denarja, ko se pa vidi, da pacient ni več kandidat za njihova draga, super draga zdravila, takrat bi pa pravno življenje. Tako da je neka povezava seveda. Povezava je v tem, da recimo, jaz bi rekel najboljš, sem tako razmislil, najbolj se to vidi skozi to, da dajemo tudi v Sloveniji zelo veliko denarja za zdravljenje, ki so velikokrat zelo malo učinkovite.
Tudi na mojem področju, na onkologiji, pri zdravljenju raka, prvo zdravljenje seveda, takrat dokler je ozdravitev možna na vsak način, ne glede na stroške. Ampak potem, ko ni več ozdravitev na vidiku, ko vidiš, da bolezen napreduje kljub prvemu in drugemu zdravljenju, se poskuša velikokrat tudi na osnovi propagande farmacevtskih firm še z novim zdravilom, ki je zelo, zelo drago, ki daje zelo vprašljive rezultate in vsekakor ne promeni ozdravitve. In zato imamo denar, za paliativno oskrbo pa nimamo. Tukaj je ta razlika. Ne? Tukaj je tako da res je vrhunska medicina počira denar paliativni medicini. Za paliativo pa zmanjka. V nekem intervjuju ste dejali, da o eutanaziji razmišljajo in razpravljajo predvsem mladi in zdravi ljudje. Tudi pred vami smo mladi, zdravi ljudje. Želite ob sklep pogovora in obiska na naši gimnaziji še kaj dodati, nam kaj poročiti na srce? Jaz mislim, da je Klemen na začetku zelo lepo povedal in tudi Ignacija in gospod ravnatelj. Jaz mislim, ohranite spoštovanje do življenja. Jaz verjamem, da bodo vsaj nekateri izmed vas tudi šli v zdravniški poklic. Če boste šli v to smer, bodite, imejte svojo zavest, svojo voljo, svojo željo, da pomagate življenju in se ne pustiti takšnim odklonom, ki bi vas spremenili v neke takšne izvrševalce nekih čudnih zakonov. Nevarnost je, da povem, nevarnost je med drugim tudi v temu, čemu se reče umetna inteligenca. To zdaj nekateri zelo hvalijo, ampak jaz vas želim upozoriti, da za tem zelo pogosto stojijo finančni interesi farmacevtskih firm. Zelo pogosto. In bo skoraj kreh, če ne daš nekega zdravljenja, zelo dragega, ki ne bo nič spremenilo, ne boš imel pa denarja za paliativno oskrbo. Tako da tudi pri umetni inteligenci bodite malo zadržani. O tem bi se dalo zelo veliko govoriti za mnogo več časa. O tem, da moraš obdržati svojo človeško prepričanje. Zahvaljujem se vam za obisk, predavanje in pogovor, v katerem ste nanizali veliko misli, ki so nakladajo misliti. Želimo bilo dobrega. Zahvala velja pri Slovenski matici, ki je omogočila današnji pogovor, ter seveda vsem, ki ste se ga udeležili za spravno spremljanje. Uspešen dan, poln človeških navdihov še naprej. Hvala lepa. Tudi jaz Slovenije nisem bil še tako simpatične in številne publike in jaz upam, da bo kakšna misel padla na plodnača. Hvala lepa.